Živijo, moje ime je Meta Grošelj in dobrodošli na Čas za tvoj glas dogodki. Na dogodkih, kjer v bistvu vsak mesec, zdaj že kar na 3 tedne gostim enega posebnega gosta, danes je to Barbara Podgoršek in res me veseli, da je prišla nam povedati, kaj ona misli o prodaji. Sploh zaradi tega, ker se mi zdi, da prodaja in pa retorika sta izjemno povezani veščini. Tako imata veliko skupnega, veliko bom rekla prednikov. Imata sigurno skupno etos, patos in pa logos. To so te 3 mušketiri karizmatične retorike, ki se pač združijo v eno samo točko skladnosti oziroma kongruence. To je tista karizmatična točka retorika. Ko obvladate pač to troje, etos, patos in logos v retoriki, pridobite tisto iskrca v očeh, tisti žar, tisto neustavljivo privlačnost, tisto, kar pravzaprav na ljudi deluje kot neke vrste magnet in vam sledijo. Kaj je logos? Logos je vrstni red pripovedovanja, struktura, v kateri nizamo neke informacije. In z res učinkovitim logosom boste poslušalca pripeljali od točke A do točke, do tiste točke, kjer boste hoteli zaključiti, ko smo prodajo, ne? Kaj je patos? Patos je pač emocija v vašem glasu. Je vaša verbalna, neverbalna govorica, telesa, gestikulacija, mimika, to je tisto, kar pravzaprav prinaša neko skladnost verbalnega iz neverbalnim. Pazi neverbalnim, o tem govorim tudi tisto, kar je noter, znotraj vas, vaše prepričanja, vrednost in to je etos, torej vaš notranji svet, vaše globoko prepričanje, ki podpira tisto, kar je zunaj, kar v bistvu govorite, kar prodajate. In ta prepričanja, ne glede na to, ali verjamete vase, verjamete v produkt, verjamete v rezultate, ki jih prenaša, v nekaj morate verjeti. To smo se tudi z Barbaro danes pogovarjali in verjetno se bova še kaj dotaknili tega. Pri prodaji je namreč etos najbolj pomembna kategorija. In tudi v retoriki, v bistvu, tudi ko si na odru, moraš kar dobro imeti etos zastavljen, drugače te bo podrl. Drugače ti začnejo tresti kolena in je zgodba kar hiter konc, ker naš stresni odziv poskrbi, da začnejo pozabljati besede, sušijo se usta, tresemo se radi bi namreč kar zbežali, pa skrili glavo v pesek, tako kot noj. Ampak če je etos na pravem mestu in veste, zakaj ste tam, pa je stvar malo drugačna. Mislim, da imamo vsi ljudje pač vse emocije, torej imamo dvom, imamo strah, imamo pogum, imamo vero, imamo vse sposobnosti, in ne rabimo biti dosti lepi, dosti pametni, dosti sposobni, pravzaprav moramo samo verjeti v to, da je tisto, kar imamo v danem trenutku vrednost, ki jo lahko prinesemo drugim ljudem. In zato se mi zdi, da prodaja je sploh zelo povezana s to vrednostjo, zato jaz rečem kot, kar je zanimivo, že v bistvu, če gledamo retoriko, prodajanje, to, če ste gledali kakšen moj video že v preteklosti, pol veste, da skozi to nabijam, pa že v knjigi tudi omenjam, verjemem svoj glas. Torej, prodajanje je profesionalno dajanje in ni profesionalno jevanje, ker pa bi bilo projemanje, prejemanje, mogoče je ta beseda. Prodajanje je pa nekaj drugega. In pomembno je, da postanemo res profesionalci v tem dajanju. Zdaj, čakaj, da sem malo ugledam, ko sem spoznala Barbaro, bi rekla, res mi je bila zanimiva, ker je enostavno neverjetno direktna. In jaz sem tudi zelo direktna, čeprav sebe nimam zato direktno, ampak mi drugi ljudje povejo, da sem tudi direktna. Tako da Barbara me je pa že v prvih parih minutah naučila o prodaji kar veliko in sicer takole, ona to se ti da, ali se ti ne da, vsak ima lahko izgovor, vsakič imaš lahko izgovor, vsak mesec imaš lahko nov izgovor. In jaz kar poslušam, ker malo vrgel iz stola, moram priznati. In tako sem Barbaro malo bolj spoznala, pa sem se tudi malo o njej prebrala, zdaj sploh me je totalno navdušila, ko mi je še poslala svoj CV, ki je presežek res prodajnih uspehov. Naj povem, da je Barbara tudi mentorica svoji mreži distributerjev, upam, Barbara, da sem to prav povedala, ki imaš razpredene po 92 državah sveta. Svet je tebi ena majhna krogla, na kateri se da vse delati. In to mene totalno fascinira. In všeč mi je bilo tudi to, kar si omenila, recimo, da prodajamo zase. Da vsak prodaja zase, zato da bo zaslužil zase, zato da bo nekaj naredil in rezultat. In zato je še toliko bolj pomembno, da ne sledimo temu koledarju prodajnih izgovorov. Zdaj pa, če se strinjamo, je najprej bom kar prebrala ta koledar, ki smo ga naredili, pa da gremo kar s tem začeti, okej? Se pravi, pa ste zdaj to. Januarja ne moramo prodajati, ker so vsi spufani od mnoga leta in nima več denarja.
Februarja pač res ni fajn prodajati, ker vsi šparajo za zimske počitnice in za smučanje in pač treba se malo izprositi tudi za Valentinovo, ne, tako da, ja. Marca, edini mesec, kjer se res splača prodajati. Aprila, ne, ni šanse, ne boste prodali noč, vsi se pripravljajo na birme, mature, prvomajske praznike, nimajo keša, čisto brok. Maja, a si ti normalen, mature, poroke, valete, to ni nobenega denarja več doma, to brez veze, karkoli sploh prodajati, res čist brez veze. Junija, kdo bo junija prodajal? To je zaključek šole in ljudje so itak čist pod stresom, tako da se sploh ne da, ne. Junija, to sem že, julija, kdo bo prodajal julija, pa pol folka je na dopustu, ne. Avgusta, še bolj nemogoče prodajati, ker je druga pol folka na dopustu in zdaj septembra. Ja, takrat se vsi pripravljajo na zimnico, na začetek šole, še kaj drago, če imaš, res nam 2 otroka, ful stane. Oktobra, to je spet tisti mesec, ki lahko prodajamo. Novembra, krompirjeve počitnice, šparamo, malo bodo božična darila, Bog pomagaj, to treba ful zaprav. In decembra, pozab, le brez veze. Vsi žurajo, ne bodo zainteresirani za naše reklame. Tako da, ja, Barbara, dobrodošla v naš šov. Hvala lepa. Mi se bomo teh izgovorov probali rešiti danes. Ja, konc, ne. Ok, eno vprašanje najprej publiki. Se pravi, dajte mi najprej povedati nekaj. Me zanima A, B, C, D, torej, dajte malo svoje prstke vklopati, tako da prosim chat odpreti in pa, ko govorimo o prodaji, zdaj me pa zanima, kaj je tisto področje, ki vam osebno dela največ preglavic? A zato? A, izgovori, B, lastna vrednost oziroma vrednost produkta, C, ful pomembna stvar, sledenje stikom, ne. Potem pa D, zaključevanje. V bistvu tukaj pa srečam tako, rep med noge, kaj treba res to akcijo pa reči. Lahko ponudim, a ne? Kaj tazga? Boš kupil? A veš, nakazati denar, ne, recimo, kaj tazga pri meni doskrat, a veš. Ne, jaz moram tako spomniti, da še ni bilo nakazila. In to čas tudi lahko tako malo, ne, če ga pa zdaj spomnim, bo pa položaljen, pa bo mislil, da me enega saj za denar, veš, kaj mislim tako. Ampak glej, moj otrok srabe nosi berge, life je drag. Tako da glej, no dajmo, da vidimo v chat, če boste kaj napisali, vidim B in C, D, ja, B, premikamo se proti B. Ja, no. Evo je nepar. Ja, vem. Vem, vrednost in v bistvu pravzaprav tista prava percepcija, to je tisti večen boj med realnostjo in pa percepcijo, kjer v bistvu percepcija zmaga, če jo znate dobro v zgodbo postaviti. Kaj pa ti misliš, evo, Barbara, grem kar k tebi, se premikamo proti tvojim vprašanjem, proti tvojim odgovorom. Jaz prodajo definiram kot profesionalno dajanje. Zdaj pa me zanima, kako ti definiraš prodajo, kako jo ti vidiš, kakšen je zate proces prodaje, kaj ti pomeni, kako bi ga opisala? En lep pozdrav vsem, me veseli, da smo skupaj, me veseli, da nas je toliko in sem prepričana, da boste potem šerali naprej tudi tale video, ki bo prišel ven, na YouTube, pa ga lajkali, predvsem, da boste Meti dajali veliko lajkov in veliko suporta in to bom še parkrat ponovila. In to je že začetek prodaje. Torej, spominjati je treba ljudi na naš cilj, tako da tokom vsega, kar delamo z ljudmi, jih moramo malo usmerjati, malo spomniti. Je pa seveda osnova, da je prodajalec lačen. Zdaj, to se tako zelo sliši, pa ne smemo biti greedy, pa to je eden izmed 7 sins, pa tako naprej. Lejte, če niste lačni uspeha, če nimate potrebe po denarju, svaka čast. Torej ste v coni udobja, ste v coni, kjer nič ne rabite in je to krasno. Če pa niste čisto v tej coni, pa če bi želeli nekaj svojega življenja narediti drugačnega in smatrate, da bi mogoče prodaja bila izmed vas, potem pa si rečete, ja, lačna sem uspeha, ja, rabim denar, mater, jaz to hočem, in tle se začne. Druga stvar je, da najdete proizvod. Jaz vedno svojemu timu rečem, lejte, če vam proizvod, ki ga vam jaz predstavim, ni v redu, najdete enega drugega, pa se ga vklenite, pa ga z veseljem podajte naprej. Se pravi, ko ste enkrat lačni, morate najti proizvod, ki vam je všeč in potem vi postanete proizvoda. Najtežji in najslabši prodajac figo v žepu. Nekaj prodajaš,
A sam tega ne uporabljaš? Nekaj prodajaš, ali sam v to ne verjameš? To se bo čutilo. Energija ta, ki ste vsi šli proti B, no to se tle pozna. Se pravi, morate res postati tisti proizvoda, da imate svojo osebno izkušnjo, ker tako kot vedno, se to pa mislim, da že vsi veste in da to vsi čivkajo, bom kar v angleščini, facts tell, story sell, tako da to je tisto, kar je res osnova, da dejansko, da imate vi svojo zgodbo in da to svoje navdušenje v to vero v ta proizvod, ki ga imate, potem tudi podaste naprej. In v tem trenutku ste vi samo messenger. Ko vi nehate biti messenger, ko vi začnete vsiljevati in prepričevati, takrat bo verjetno prodaja šla v smer, ki si je vi ne želite. Se pravi, vi navdušeno predstavite svojo zgodbo, svojo vero v ta proizvod, potem pa s temi iskricami v očeh. Pol pa bo vsak se naprej sam odločil, ali je to tisto, kar je v njegovem življenju potrebno ali ne. Seveda pa je zato, da imamo lahko to vero v proizvod, da smo osebe, ki verjamemo v proizvod, ki ga tudi uporabljamo, je pa potrebno se tudi malo pozanimati v proizvodu. Imejte malo širšo sliko v proizvodu. Sami sebi rečete, ok, meni pa to paše. Recimo, primer bom dala. Prehranska dopolnila ali pa bitcoini. Tega imamo danes na tržišču, kakor želite. Primer, če niste človek za prehranska dopolnila, ne se matrati s tem, pejte prodajati bitcoine ali pa karkoli drugega, če ste bolj na financah. Najte nekaj, kar bo vam všeč, najte širšo sliko in pol si naredite en dober poslovni plan, držite se ga in vedite, da pač bo potreben nek čas za uspeh. Ljudje smo danes instant preveč. Prehiter želimo, da se vse zgodi. Mi smo instant narejeni. Ti imaš recimo vzameš nek proizvod, pa hočeš, da bo instant. Ta trenutek moram že videti razliko. No, to samo aspirin deluje. Zdi se mi recimo, kaj praviš na to? Se pravi, a veš, takole, ko imamo super proizvod in smo recimo, ne vem, en ponedeljek takole se odločili, da bomo naredili poslovni načrt in vse smo naredili, imamo proizvod, imamo poslovni načrt, imamo ful motivacije, lačni smo kas vina, Ampak kar se zdaj zgodi, da greš na trg in tam vidiš še ful konkurence, ki ima še ful boljše proizvode in ful bolj lačne prodajalce in še več jih je, kakor pa ti ali pa tvoje ekipe in že dalj so na trgu, več imajo referenc, ne vem kaj vsega, v glavnem, skratka, včasih se zgodi, a veš, da se tako mačkam zadušiš v temu, bom rekla, kakofoniji v bistvu vsega. In ker smo ljudje po naravi oziroma naša biologija, naše možgani delujejo komparativno, torej se vedno umeščamo, kam pašemo, A veš tako, od teh 10, kje sem jaz, a sem najboljši, a sem nekje sredini, a sem v bistvu na repu, Zdaj pa to zaradi tega se tudi močkan dumping zgodi, ko ljudje malo začnejo percepcijo svoje lastne vrednosti metati na svoj produkt in v bistvu začnejo zniževati to ceno, misleč, da bo lahko, a veš, lažje bo prodajati, če bo cenejši, če bo vrednost nižja. In tukaj, a veš, se mi zdi, da pol pride res ta obrat, ki ga pa jaz recimo priporočam ljudem do izraza, ker veš, jaz sem zelo lačna, ampak veš, kaj pa meni bil problem? Sploh ne denarja, A veš kaj, pa ne tako imam dosti, ga absolutno rabim ga, tako kot vsak drug, Ampak veš, tukaj sem jaz začela potem delovati iz cone strahu. Kaj, če ne dobim denarja? Kaj, če ga bo premalo? A veš, se pravi, čim sem se fokusirala na ta dobiček, na profit, na to, kar moram jaz zase dobiti, kar vsak od nas, ki smo danes tukaj, rab zase to dobiti, veš. In če sem se fokusirala na to, sem začela delovati iz cone strahu. In edini način meni osebno, ko ga tudi v knjigi Verjemi svoj glas opisujem, je bil, da sem presekala s to cono strahu, da sem šla v bistvu v cono poguma, ampak sem šla edin tako lahko, da sem bila pa lačna tega, da pomagam drugim ljudem. A veš, ne več denarja, ampak seveda za pomoč bom menjala, se pravi, bo tukaj proces menjave vzpostavljen. Moja pomoč je vredna toliko denarja. Ampak kar pa je, da sem pa nujno rabila, se pravi, a veš, postaviti sebe v neko cono odgovornosti do družbe in do ljudi, In recimo to, kar pravijo, veš, tako moraš, se pravi, develop action confidence, In to tudi mi govorijo, tako presekaj z izgovori, Se pravi, to, da jaz sama za sebe lahko rečem, da sem začela res obračati telefon, klicati, a veš, spet v stik, znova, a veš, ohranjati stike in še, nikoli ne pretrgati. V bistvu edino, kako je to meni res uspevalo, je, da sem si zmerno rekla, kaj če on mene zdaj ful nujno rab, pa se jaz nesramna ne bom, a veš, poklicala, štekaš.
A veš, koliko to grdo od mene, a ne, to ful grdo od mene. In meni je to pomagalo, v bistvu ta pomoč. Je bil telefon vroča, ne? Te je spekel, če si se ga dotaknila. Moja zgodbica, se pravi zgodbica, ki se nema, a je v knjigi ta zgodba, ne vedno na eventih, v bistvu na mojih delavnicah jo sigurno razlagam, ker to je tudi, veš, povezan z retoriko. Se pravi, kdaj se zgodi trema? Trema se zgodi takrat, ko si fokusiran na se, ne? Se pravi, ko sem jaz v kopalkah in grem po plaži, ne, a veš, s torbico, ne, in sem vsa naga, ampak v kopalkah. Ampak tamle so eni tipčki, neki meni gledajo, tamle mene ženske malo, a veš, frizirajo. Skratka, jaz skozi, a veš, gledam, popravljam v kopalke, a veš, pa se me boli, ampak res si v bistvu popravljam kopalke, ne. Takrat, ko pa vidim v bistvu enega, ko je, ali pa otrok, ali pa nekoga, ki je padel v vodo, ki se utaplja. A veš, takrat pa sam laufaš v vodo, potegneš ven 100 kilskega desca, razumeš, sploh ne gledaš, šele pol kasneje razmišljaš, lej ti to, ko se je zgodilo, a si to videl, koliko sem jaz hit skočila, koliko sem jaz hit pomagala, a veš, ne. Se pravi, fokus predstaviš na nekaj drugega, ne. A si ti tudi, recimo, tako, moja mantra je ta mantra odgovornosti, no. A imaš tudi ti kakšno mantro, ki ti pomaga, recimo, da si toliko direktna in da ti pomaga res s takim tempom pravzaprav naprej, ne. Ja, zdaj mogoče jaz upam, da slušatelji se ne bojo smejali, ko bom rekla, ampak meni Bog ni dal strahu, no. Ja. Mislim, jaz se res malo upravičujem, ne, ker sem to pač tako direktno povedala. Ne, povej, kako to je. No, ja, zaradi tega, ker enostavno jaz sem se naučila, da imajo ljudje straha, ne. Ko sem jaz začela stati na odru in vse, in ko sem začela vleči ljudi gora, ne, da bi kaj povedali, pa sem videla, da so se jim začele potiti roke, da so pod pazduho postali popolnoma potni, ne, se pravičujem, nekaj sem še pojela vmes, sem rekla, Madonna, se tega človeka pa res strah, ne. Potem z leti sem jaz ugotovila, da ljudje imajo strah. No, na srečo se me ni nikoli dotaknil, a ne, in to mi je zelo pomagalo v različnih življenjskih situacijah, ga pa spoštujem. Ne, naučila sem se ga, da vidim, da ga ljudje imajo, razumem, da imajo in strah pred neuspehom in strah pred tem, kaj se bo zgodilo in tak in drugačen in tako naprej. In tisto, kar najboljš jaz znam svetovati, ne, je, dajte se držati svojega poslovnega plana in ne, ni oseben. Ne, bojo ti dolžnike boš imela, manj, ko boš o njih razmišljala, lažje ti bo. Ne, ni oseben, a ne? Ne, bo prišel vedno, ni oseben, veliko ga bo, ampak je vsak dobro plačan. Vsak. Mi moramo razumeti, recimo, jaz velikokrat rečem timu svojemu, ko boš prišel do 500, ne, boš prišel do zaslužka, ki ga želiš imeti. Zdaj pa 5 do 500, kvalitetnih ne. Kvalitetnih ne. To ne pomeni, da si sam rekel, bi ali ne bi, ne, ampak res neko kvaliteto, da daš v ta svoj pogovor za svojo stranko in tako naprej. In takrat boš sigurno prišel do uspeha in potem boš lahko tudi začel verjeti vase. V bistvu boš pa samo naučil svoj telo, da ne razmišlja več o drugem, kot enostavno v temu, da dela in tvoje delo ne bo več delo, ampak navada. In ko je navada, pride lahkotnost in z lahkotnostjo pride iskrce v očeh in enostavno ta odkritost, ker vsega dovolj poznaš in enostavno greš naprej. Tako da, ja, na ta način. Lahkotnost, ki si zdaj omenila, ne, tako, tudi pa to, ki si omenila, ne, ali ne nikoli več, ampak tam moraš pa že malo prej presekati, ne. Se pravi, se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu toliko čutiš, oziroma si mačkam vsem prisoten z neverbalno govorico ali pa z verbalno govorico tistega, s katerim se pogovarjaš, da razumeš, kdaj je ne zdaj, pa da ne probaš, kot meni, kakšne teorije zaključevanja pravijo, da moraš vse 10-krat probati zaključiti eno osebo, ne. Mogoče lahko tudi malo predvidevaš, da zdaj ni to prav čas. To pa zelo težko. Osebno, glede na to, da sem stara 55 in da prodajam od svojega 13. leta, moram priznati, da me presenetijo vedno tisti, na katere še danes najmanj računam. Tako da to je zelo težko. Vi se sam držite nekega etičnega kodeksa. Kaj ti praviš o zaključevanju, recimo? Ja, držite se nekega etičnega kodeksa. Ne biti nadležni. Ampak probite razumeti najprej že skozi samo prodajo, ki za mene se dela več ali manj vedno z vprašanji, v katerem statusu svojega življenja je človek. In se res vprašajte tako odkrito, ali rabi moj proizvod, ali ga ne rabi. A je to nekaj, s čimer jaz lahko njemu v njegovo življenje dodam nek value.
Ja. In če jaz lahko ta value dodam, pol pejte naprej. Ker tudi recimo en arhitekt, ki je prišel k meni, je rekel, jaz ti bom naredil notranjo ureditev tvojega stanovanja in te bom probal prepričati v njo. Tebi verjetno na začetku ne bo všeč. Tako, to mi je bila zelo zanimiva take vrste agresivna prodaja. Enostavno, če vi vidite, da res lahko človeku pomagate, da imate en proizvod, ki mu koristi, ki ga iz srca delate, tako vse tisto, kar sem prej rekla, pol ste lahko kar dosti vztrajni. Problem največkrat se pa čisto na začetku začne, ker naredijo ljudje predstavitev, ne delajo follow-upa. Se pravi, ljudje ponovadi naredijo tisto osnovno, začetno predstavitev, pa ne naredijo follow-upa. Recimo, to je tako, da bi ti poslala mail v firme, se predstavlja, no in potem čakaš, kdaj se bo zgodilo. Nič se ne bo zgodilo, če ne boš ti poklicala. Tako da, in če bo kdaj prišel, ta odgovornost je enako, ker v bistvu moja vizualizacija je taka, da pač ta oseba zdaj v vodi plava in pač ima eno roko ven. Jaz si to tako predstavljam, pač to je ena slika, tam sem jo videla in zdaj si predstavljam to slika. Jaz sem zelo vizualen človek. In pač ena roka ven iz vode, gledaj, moja odgovornost je, da to roko primem pa ven potignem. In zdaj, ta človek je skozi pod vodo, veš, to nima veze, a sem ga že 10-krat klicala, a sem ga že ne vem kolikrat videla, a sem ga že ponudbo dala, ne, pač ta človek je še zmeraj pod vodo. Se pravi, jaz moram priti spet rokco, veš, moja rokca, in pa se kakšni tudi, mislim, ne rečem, da čisto vsakmu jaz plavam, končni fazi, veš, če imaš tudi dober proizvod, tukaj prej Katja res tukaj napisala, kakor češ, izdelek se mi sam prodaja, ne rabim nič prodajati, Jaz pa osebno mislim, da ta proizvod, ki se sam prodaja, da je zanimena strahovita zgodba. Da ljudje, da ta proizvod, ki se sam prodaja, je na tržišče prišel z enim strahovitim načinom dela. Primer bom dala Coca-Coli, ki si je izmislila Božička in zdaj mi vsi praznujemo Božička, ker dejansko praznujemo reklamo, ne pa vrednost, zato, da so lahko prodajali Coca-Colo. Tako da to je recimo ena taka zelo močna, kako se nek proizvod sam prodaja. Vem, da je v bistvu že taka iteracija, že tokrat se v bistvu že ugotovila točna tista mejna točka med potrebo pa problemom. In veš, da pravzaprav res zadovoljiš, kaj je potreba, pa kaj je problem. In tam, kjer si pač dejansko imaš rešitev za to, bodo ljudje res sami prišli po to rešitev. Od ust do ust bo mogoče šla reklama, oziroma je produkt bo nekako pripeljal še druge uporabnike. Jaz bi sam rekla pri tem follow-upu, ker je tudi Monika sprašuje, kako ga narediti. Poslovno bodite še vedno sami sebe imejte radi. Tolikrat follow-up naredite, da imate še vedno sami sebe radi, ampak ga pa kar vztrajno delajte. Ker če ste vi prijazni do ljudi, s katerim se pogovarjate, dejansko potem tudi ta follow-up lepo izveni. Lejte, razumem, vsak ima neko svojo tempistiko. Za nekoga v tem trenutku, recimo, primerno dala meta tvoji proizvodi v tem trenutku ne grajo, bojo pa točno videli, da čez pol leta jih porabijo. In takrat jih boš ti spet poklicala. Čudno, ker zgodil se bo, da jih pokličeš. In dejansko jim rečete, ok, razumem, trenutno tega ne potrebujete, s tem, da ste seveda follow-up dober, kvaliteten naredili, pa ga pokličete čez en mesec ali pa čez 2. Vas lahko preklopim vse malo na svoje maile, se vam zdi pa kvaliteten proizvod. Večinoma vam bojo ljudje rekli, ja, se je, ampak trenutno ga ne bi kupil, no in to je ta prvi, vi pa rečete, ok, ni problem, jaz sem bom poslala še nekaj informacij, pa se slišal čez kakšen mesec, tako neobvezno seveda spet. Mogoče boste pa komu drugmu lahko to podali naprej, lahko mogoče boste komu drugmu pomagali s tem tudi. In če ste tako res, da niste tudi sami sebi nezoprni, to se mi zdi pol, da je tudi ena tak fajn način, ampak ne pa pozabiti, morate biti pa vztrajni, vse, ker to sami sebi nezoprni biti, to ne pomeni, da bi rekel ali bi ali ne bi, pa da potem dobite odgovor, pa nehate, vse neka vztrajnost v zadnji in pa ta kvaliteten follow-up pa more biti. Tako da kar dovoljte si poklicati ljudi. Sej, če pogledate neki, če vas je strah follow-upa, kaj pa nam delajo z vsemi jump plakati, z vsem bozerjenost na vsakem koraku, vsi filmi, Mercator. Preginejo National Geographic. Vse, to je noro. In to je vse agresivna prodaja. Tako da, evo. To je pač kontinuiteta tega, da se pojavljaš, da obstajaš, da vejo, da obstajaš, da recimo, ne vem, ali
follow-up, tudi če pošljem vabilo na dogodek, kaj se zdaj dogaja ali pa karkoli. Skratka, tukaj sem, glej me, ne, še vedno obstajam, torej tle eksistiram v tem polju. Ne. Je pa tudi mogoče, jaz mislim, da tako časih, saj vidim z vidika dosti retorično, če gledam, no, tako pač, a veš, kako se ljudje na ta follow-up pripravljajo. Je pa dostikrat tako, ne, če se pripravljate, kaj boste povedali, kaj boste vse razlagali, kaj boste v produktu novega povedali, kaj bo tisto, ne, kaj morate nujno predstaviti. Ne iti nikoli v follow-up iz me first, ne, se pravi, ne vodite sami s sabo ali pa s svojim produktom. Vedno vodite iz vprašanjem, se pravi, z vprašanjem, kako si, kaj se novega pri tebi dogaja, kaj ste kaj s tem projektom pol naredili, kaj sem zadnjič razlagala, a veš, skratka, ne, vedno fokus na stranko, ker tam lahko mogoče ugotoviš, zdaj imaš pa novo priložnost za prodajo, ugotoviš si neko potrebo, ki bi pa mogoče zdaj lahko bila naslovljena točno s tem proizvodom, recimo, ne. Tako da še vedno v follow-upu ne veš vsega o človeku, ne, vedno to nova priložnost, da še kaj novega izveš. Se mi zdi pomemben to, no, tako da... Small talk na začetku, absolutno. Se strinjam, nujno. Ja, nujno par vprašanj, vprašajte ga sam, ne pa odpreti rdečega kavča, no. Kje je rdečega kavča? No, pa kaj? Kaj boš to rdeč kavč? Ja, veš, polk, če smo preveč prijazni, pol ti ljudje zaupajo vse, kar je treba in kar ni treba. Ja, psihiatrija. Stanemo prodajalci, taki dobri prodajalci, tudi zelo dobri poslušalci in slušatelji, a ne? In pol, Kristus, kako ne zdaj to prekinemo, ne? Ja, ker to se tudi zgodi rado, ne, in potem ti razloži vse od tega, kar je prav in kar ni prav, veš. Sicer tam seveda sledi prodaja sigurna, 3-krat večja, ampak vse je pa obremenjujoče v vsakdanje življenju prodajalca, to sigurno. Tako da malo distance imejte, ampak najdite pa, kako lahko proizvod vnesete v življenje človeka, ne. Vedno prodajajte z vprašanji, točno tako, kaj Meta rekla. Verjemite v svoj glas, bodite sfokusirani, preberite knjige, ki vam jih je napisala, ker jih je za njo napisala. To se prodaja. Čak, da je nujno... To je to! Veš kaj, bom jaz šla kar en korak gledanje, Call to Action, bomo nujno zdaj delili linke na kje se kupijo moje knjige, ne? Ja, tako, ne? Seveda. Meni moram vam priznati, da mi je Meta rekla, ne, danes se bova sam pogovarjala z ljudmi in tako naprej, sem rekla, dajte meni background zooma v tvoje knjige, a ne? A misliš, je rekla, vse kaj, ja, seveda. Tako da je to tudi, je pa fajn, no, boste videli, uživali boste v temu, najdli se boste noter, siguran, in tudi z enim veseljem šli pol naprej, a ne, bolj močni. Ker jaz moram priznati, pri mojih letih, ljudje, jaz se še vedno učim. Jaz berem knjige, jaz se učim, jaz hodim na šolanja, jaz poslušam ljudi, recimo zdajle se največ naučim od 25-letnikov, a ne, ki me navdušujejo svojo online in offline energijo, ne, in tako res, no, tako da to ni nič narobe, če razmišljamo o temu in nimamo tako visokega ega, da ne bi hoteli postešiti po še ničemu zraven, ker jaz osebno zase smatram, da sploh nič ne vem, ne. Barbara, to, da midva zdaj jasno in glasno sporočiva, da je link za nakup moje knjige do založbe, se pravi, kjer se prodaja, ne, založba Petka, ne omenjam, tako da je tukaj v chatu, tako da za vse, ki se to vas zanima, lahko tam knjigo kupite, ali pa priporočate komu. Krasen mi je, zelo sem vesela, no, tako mi zdaj, ta teden sem dobila dve povratni informaciji na knjigo, pa sem kar presenečena, pa tako mislim presenečena, ne da so bile pozitivne, ampak kakšni različni ljudje, v bistvu koliko že izdelani, sposobni, z takimi res dolgoletnimi izkušnjami, starejši od mene, pa pravijo, sem se našel noter, ne, sem našel nekaj zase, mi je pomagal. In mi je prav zanimivo, no, tako v bistvu to mi je zmer zanimivo, to da boste sigurno tudi vi našli kaj tazga noter. Zdaj, veš kaj bi jaz tebe v bistvu vprašala, ne, zdaj, če smo že pod to točko B, pa vrednost, ne. Kako ti vidiš vrednost? Prej so se malo že v to zapletle. Ne rabiš verjeti vase, ne, ampak jaz pač moraš verjeti v produkt, ampak veš, ta vrednost, to je etos, ne. Se pravi, vrednost pomeni, da, veš, dostikrat v naši družbi tako ljudje sebe nekako vrednotimo
malo gor, malo dol, eni so vrednejši od nas, eni so manj vredni, odvisno imaš denar, imaš obleko, imaš gor dol vne stvari, veš, znanje in diplome, karkoli, ampak v knjigi zelo lepo pišem o tem, kako to ni povezano z zunanjimi faktorji, da vrednost je ena, se pravi, je ena, vsi imamo vrednost celoto 100, to ni deljivo, ni spremenljivo, ni nikakorkoli, ne, in je treba v bistvu to nekako s tem ven postavljati, ne, ker vse, kar je zunaj nas, je lahko tukaj danes jutri gre, ne. In zdaj, ti si govorila pa bolj o vrednosti produkta kot tazga, da najdeš ti not v tem produktu res neko vrednost, ne. Kako ti, pa vem, da si tudi v Ženes, to niso produkti, ki bi bili glih tako, bomo dajali pa ful super popuste, bomo najcenejši na trgu, pa bo pol super, ne. Ne. Če poznate kaj Ženes, ne vam omenim, da tukaj gre za same produkte, ki so bodisi plod raziskovanja z Nobelovimi nagradami, res top notch, pač jaz sem si kar malo... Znanstveno dokazani, tako, bo lažji. Ja, znanstveno dokazani in to v bistvu po celem svetu iščejo zanimive stvari, ki na tak ali pa drugačen način v bistvu vplivajo na našo kvaliteto življenja, bom rekla. In zdaj me zanima, kako si ti, ki si pa že tudi marsikaj prodajala v svojem življenju, kako si ti v tem najdla vrednost? Kaj je tvoja metoda, da rečeš, to je vrednost? Ja, zdaj dve vrednosti imamo, ne? Vrednost sebe, vrednost proizvoda. Ne? Zdaj, verjetno si zdaj 3 trenutku na kratko mislila samega proizvoda. Jaz moram priznati, da nisem veliko stvari prodajala. Ne, to moram takoj povedati. Ne. V vseh teh letih sem zamenjala samo 5 podjetij, pa še to jih ne bi, če 2 ne bi propadla. Ne. Ampak ni bila moja krivda, to je 100%. Ne. Jaz sem jim še do konca jih držala po koncu, kar je šlo. V glavnem gre za to, da pač imaš nek proizvod, kjer veš res, da lahko pomagaš ljudem, ni nujno sploh, da je najcenejši, ampak da je dober. Ne. Recimo, ko sem se odločila za Ženes, sem bom čisto odkrit povedala, sem se peljala na pogovor z lastniki in sem gledala tista prehranska dopolnila in sem rekla, Madonna, zakaj pa se to grejo, se tega pa že toliko na tržišču. Tukaj nisem naredila svoje domače naloge in sem prebrala nekaj o tem in dala vrednost proizvodu. Se pravi, pozanimala sem se v proizvodu, zanimala me je, zakaj gre in sem hotela tudi vedeti več. No, tam sem dobila potem spet eno seveda zelo lepo pozicijo, direktor za prodajo za celo Evropo in tako naprej. In enostavno to mi je dalo to, da sem sploh lahko začela to delati. Ne? Ker takrat sem bila lačna, sem hotela nek uspeh, ampak brez tega, da bi imela vrednost v tem proizvodu, ne? Absolutno ne bi imela tega uspeha, da smo potem v manj kot enem letu prodajo dvignili za 700%. Tako da dejansko to je zdaj tisto, kar imaš vrednost, ne? Vrednost proizvoda. In ko ti enkrat verjameš, tebe noben živ bog ne more spremeniti več. Ne? To je tako, kot recimo en malar, ki je dober ali pa ni dober. Ne? Sej Dušan pa Meta vejo, zakaj jih o malarjih govorim, ali pa keramičar. Dober ali pa ne dober. Ne? In recimo jaz zdaj bom plačala malarja 3-krat toliko, ker unga kaj prejšnjega, ki mi je všel, oziroma je odšel, ker je videl, da ni kos stvari. Pustimo stati, hišo prenavljam. V glavnem... To je meni gre. No, v glavnem, eno z drugim. Zelo je pomemben, da imaš najprej to vrednost. Ne? In potem, ko vidiš, ok, to bi pa jaz delal, takrat je to že več kot pol narejenega. Ker ti sam veš, kaj bi ti pa res delal. Ker, veste, tako je, še enkrat bom rekla, ko imaš ti nekaj delaš, kar rad delaš, so življenje počitnice. Pol ni več služba. Jaz recimo tudi mojih hčeri, ki pa hodi v službo, ki je 180 stopinj drugačna, kot jaz, pa prav moram na šiht. To slišim, da ne paše ti, ne? Prav, seveda ne. Že, ampak tja hodiš, daj ti varnost, lahko boš šla na porodniško, lahko boš, ne vem, take stvari, je magistra ekonomije. In sem rekla, dej, pa ti vse nekaj pomeni, da to delaš, ne? Ti bo všeč, ker dejansko ti težko živiš, če ti gre vse na živče, pa če ti nič ni všeč, ne? In to je zelo pomemben pogovor, ko govorimo o vrednosti, ker dejansko je z neko pozitivno retoriko mi dajemo vrednost stvari, ne? Zdaj recimo zanimivo, to sem zdaj spomnila na en pogovor, ki sva ga imela s tem prijateljem že 100 let nazaj, ki je bil tudi tak zelo, tako, bom rekla, težko je zadržal kakšno službo, kakšen šiht, kaj smo v življenju, nisem rekla šiht, ampak je pa rekel tako, jaz ne bi imel službe redne, rekel takrat on, ne, pa sem rekla, zakaj ne, pa prav zato, ker že ime samo pove, je rekel,
služba, da služiš nekomu drugemu, da služiš nekomu drugemu. To je pa zanimivo, ker jaz sem pa vedno to besedo razumela tako, da služiš sam vse. A veš, pa čeprav sva imela oba isto služba, ne? Ampak jaz sem že od štarta razumela beseda, se pravi, to je služba, to je služenje sebi. On je pa vedno videl drugače, to je služba, to je služenje drugim. In sploh mi je to prišlo z nekega kulturnega konteksta, ker vpliv v retorike vedno pride z nekega kulturnega konteksta, kako so doma starši v službi govorili o delu, o ne vem, šefu ali pa čemerkoli strankah, te Klinčeve stranke, bile so nečeceni, in tle se v bistvu veliko začne, tako vrednost je pa pravzaprav zelo pomembna na treh straneh, tako na vrednost v bistvu stranke, kot vrednost produkta samega, ker si zdaj zelo lepo povedala, da ko si v bistvu, ko si jo definirala to vrednost, že ne se pravi, na prvi to imajo že vsi, to je že tega na trgu že ful, ampak če pa ti se res poglobiš, toliko časa v to se lahko poglabljaš, da res najdeš, kaj pa je pri tem drugače. In ti se pol nekaj, kar te lahko zapelje naprej, To je tista vrednost. Pa s tem verjameš v svoj proizvod. In zdaj bom nadaljevala tam, kar si nekaj vmes rekla, kako starši vplivajo. Jaz sem začela svojo prodajo in moram priznati, da meni je bila prva stvar, da sem postala, vse vam bom povedala, jaz sem bila akviziter. To verjetno večina vas takrat še rojenih ni bila, ker sem jaz to od vrat do vrat hodila. In sem bila v 3 mesecih, sem si že kupila svojega prvega jugota. Mama je mislila, da drogo delam, ampak ne, kaj tak ni razumela. Ampak, ker so mi starši dali, so mi dali 2 stvari, oba visoko šolana, jaz sem prebrala vse te knjige, in sem jih znala tudi zelo lepo opisati, kar jih noben drug ni razen mene, in druga stvar, ki so mi pa dali starši, je bilo pa 8 ur je pa služba dolga, in jaz sem bila edina, ki je 8 ur delala. Ker delala sem od 3 do 8 zvečer vsak popoldan in ker to ni 8 ur na dan, sem delala še soboto in nedeljo. In ker sem delala velika, sem imela tudi dober uspeh. Tako da, tle boste pa potem tudi svojo vrednost dobili. In potem so me začeli drugi ceniti. In potem so mi pa rekli, te pa to gre, ti imaš pa tako prodajo dobro. Pa nisem počutila, da imam jaz to dobro prodajo. Jaz sem predvsej več delala kot drugi, pa bila sem proizvoda. Se pravi, ljubili se mi je. In boste videli, ko enkrat padete v to, da se res držite svojega poslovnega plana, da greste naprej in da enostavno tega ne odstopate in da vam noben ne more po vas hoditi, ne glede na to, kaj je, ker imate v zadnji hrbet zakrit za vrednostjo proizvoda, dobite tudi vašo vrednost. Sigurno je 100%. Tako da... Lepo, ti ste slišala zdaj samo sebe. Ko si rekla, lepo, to me že za naslednjo knjigo bila, ali pa za kakšen blog, ali pa kaj tasga. A veš, kaj tako, posluš to retoriko, da se ti ljubi. Ja, seveda, da se ti ljubi. To pomenka, Ja, kaj ne rečem? Večina ljudi, ki jih jaz ljubiti moraš sebe, produkt, pa še tako. Ampak da se ti ljubi. Da se ti ljubi, pa recimo, a so ti pol takrat, se pravi, ti v bistvu, kakor jaz tebe zdaj razumem, govoriš o tem, da, pa sigurno te je to, da nimaš strahu pomagali, ampak da tudi talent dejansko pride z izkušnjami, tako sem samo s tem. Ljudje, ti imaš lahko talent za ritmično gimnastiko, ki pomeni, da si raztegljiv kot glista, ampak za samo retoriko moraš pa sam več govoriti, to se da dosež. Se pravi, še enkrat, moraš se ti ljubiti, se pravi, da rečeš, jaz bi pa nekaj spremenil pri sebi, pa dajmo se malo pomeniti, kako bi šlo. In zdaj recimo glih hec je, ker pri svojih otrocih vidim, da nič ne govorijo. Meni se meša, meša se, kako ne zdaj, njih pravim do tega, da bojo govorili, ker sem jaz PR za celo družino, seveda, logično, oni so pa bolj po očitu. V glavnem, eno z drugim, jaz bi sam rekla, najte proizvod, v katerem delate, pa pol res uživite. In pol bo to šlo naprej. Barbara, bom pa kar, dobila sem en message, z enim vprašanjem, in sicer od ene osebe, ki ne bom imenovala zdaj, bi pa, ker sklepam, da mi postala direktno zato, ker tako želi. Zdaj, kar je, da nekateri ljudje verjamejo v produkt in storitev brez problema, ampak še vedno ne verjamejo vase. Torej, v bistvu, a veš, se pravi, razumem to tako,
mogoče klicati kakšnega direktorja, ti pa nisi. Se pravi, tukaj je ta lastna vrednost. Ne? On je več vreden od mene, njegovih 5 minut je več vrednih od mojih 5 minut. Ne, se pravi, dobiti njega na sestanke, moj bog, ne moram verjeti, kaj se mi je zgodilo, mi da se bo pogovarjala. Ne? A veš, in jaz lahko rezoniram, ampak tako, bom rekel, 5 let nazaj, no? Ker vidiš pol, da tukaj je moj odgovor, sem čisto hiter, pa Barbara tebe spustila, je vsak človek je enak, mi smo si vsi enaki. In sicer v tem, da smo vsi imeli v preteklosti srečne in žalostne trenutke in vsi si želimo imeti čim več srečnih v prihodnosti in žal vam že zdajle povem, dragi moji, tudi okal boste še. Vam ne uide, nobenemu ne. In glej, a veš, tukaj smo v bistvu vsi enaki, ne? In vsi se nekako pač podpiramo en drugega, da bi nam bilo čim boljše. In ne glede na to, kdo ste zdajle v tej situaciji, ali pa kdo ste bili, ali pa kdo hočete biti, je tudi vsak tisti, s katerim govorite, dejansko krvav pod kožo in ranljiv in želen v bistvu vsega, kar mi želimo kot osebe. To pomeni ljubezni, podpore, prijateljstva, sočutja, razumevanja, torej vsega tega, tudi ne vem kdo, ne, mislim, Elon Musk, tudi vse to rab, ne, če me vprašaš. In zato je pomembno, da smo sploh v tem procesu, da greste v bistvu res raziskovati, kdo so ti ljudje, ki v bistvu kupujejo vaše proizvode in storitve, da jih ne popredmetite, ker dostakrat je to problem, ne. Ti v bistvu sebe vidiš kot celostno osebo, tisto drugo osebo, ki pa prodajaš, vidiš pa kot firmo, kot bilanco, a veš, kot nekaj predmetnega, nekaj, kar je v bistvu tako, kar je predmetno, no, ne znam drugače povedati. Okay, kaj bi ti na to rekla? Se pravi, kje je tle ta tenka meja? Zakaj ljudje še vsem, veš, ne vem, strah doživimo? No, se je pa sreka, da nimaš pojma, ampak kako je biti s takim pogumom človek? Kar se nam spomniš, se pa sam narediš takole? Bistveno, ampak pustimo zdaj to. Ne, pustimo. Ne, bom povedala drugače, kako sem se naučila čez life. V glavnem, gledala sem tako, kot sem že malo prej omenila, ne? Ljudje so instant narejeni. Mi bi vsi radi takoj uspeh. Zdaj, jaz mislim, da prvinski in osnovni strah pred vrednostjo je strah pred neuspehom. Dajmo se malo pomeniti, pokrimo se čez glavo, čistko deleč pokrimo se, pa benga zraven spustiti čez podkovtar, pa se zmenimo, ali pa z unim v špeglu se pomenimo z vsemi tremi, ker nisem eden, pa se zmenimo, kam je, če sem je res strah, je, da nam uspešen, kva bo rekel lega luzerja. In tle dejansko se začne vrednost. No in ko boste enostavno šli čez to, potem bo veliko lažje. Jaz sem res prepričana, da potem je veliko lažje, da dejansko sami v sebi najdete svoj prvinski strah. Ker lejte, danes imamo toliko enih stvari, ki pokažejo iz dneva v dan, da smo vsi enaki, da smo vsi enako vredni, razlikujemo se samo po minutah časa, po minutah življenja, sekundah, kako jih izkoristimo. Isto časa imamo, čas je največji value, kar jih obstaja. Ne moramo ga prodati, ne moramo ga zatavšati, ne moramo ga podariti. Enako imamo vsi, kako ga bomo izkoristili. In zdaj, ko imate vi to vero v ta proizvod, je resen kvaliteten proizvod, da ne prodajate neke prevare, potem imate to, lahko že greste čez ta strah neuspeha. In uspeh se vam bo pa zgodil, lejte, dejte verjeti, ko boste 10 nejev slišali, bo prišel en majhen ja. Pa boste pa 30 nejev slišali, bo prišel pa naslednji majhen ja. In vi boste skakali do onemoglosti in rekli, to je to, stari, gremo. Ampak morate pa do tam priti. Največkrat pa ljudje po 5 ne rečejo, Dio, jaz nisem za to je brez veze, jaz ne morem, jaz nisem. Ja, ker pač še dodatno dali. Ja, to je recimo tisto, kar je. Zdaj pa vprašanje je bil tudi imposter. V bistvu, če še jaz malo dodam tle zraven, se pravi, v bistvu pa tukaj, ker je bil še eno vprašanje od Katje, kaj pa sindrom vsiljivca, ne? Glih to sem hotela odgovoriti, dam en primer. Ja, glih to sem hotela odgovoriti. Recimo, zadnjič sem imela z Indici en Zoom, mislim, da se jih imam več vsak teden, in smo imeli tudi Facebook Live je bil in smo delali predstavitev in tako naprej, in ta liderka tam v Indiji mene vpraša, ja, kako vi mislite, da ljudje rabijo te proizvode. Zdaj pa vi morate razumeti, da en naš proizvod v Indiji stane njihovo celo plačo. To je zdaj fakt. In jaz sem rekla, lejte, jaz ne moram reči nekomu, da ga potrebuje. Zavisi, koliko si ga želi. Zavisi, koliko si želi videti, da je ta proizvod vreden denarja, ki ga mora odšteti za to, kar bo naredil ta proizvod za njega.
In recimo, jaz sem prav tako odgovorila in sem videla, ne, da sem jih malo šokirala, ampak to je dejansko tisto, kar jaz mislim. Ne. Če ti imaš en dober proizvod in ga znaš dobro predstaviti, bod messenger. Ne siliti ljudi v to, da ga bojo kupili, bo ti sporočilo. In če je to sporočilo dobro, z iskrico v očeh, s tvojo zgodbo od zadaj, verjamem, da bojo ljudje prepoznali to in šli za tabo. Ne bojo pa vsi. Ne bojo vsi. A ne? In je čisto logično, da imamo toliko in toliko nejev in da se tega ne smete bati. Ta ne še enkrat ni oseben. Je samo ne v tem trenutku, da ne boste v tem trenutku prodali karkoli že pač delate. Ne? Ker recimo tudi, če nekaj zastonj daš, se koliko je hecana, ne? Če greste, nočejo ljudje vzeti. Se tudi gledajte, a ne? In zdaj zakaj ne, a ne? Zakaj pa zdaj te ljudje nekaj, kar je zastonj nočejo vzeti, a ne? Kolikrat se to zgodi? Ker nima veze z njihovo potrebo. A veste, tukaj je čisto jasno, ne? Pač ti v bistvu nikoli ne smeš prodajati svojega proizvoda ali pa sebe ali pa česarkoli, ampak vedno željo, potrebo, se pravi tisto, kar v bistvu je na drugi strani previsa, ne, vrzeli. Ja. Ne? Zato pa te majhne vprašanja na začetku, spoznajte se s človekom. Je pa seveda logično, zavisi, kaj delate. A ne? Če vi prodajate nek majhen proizvod, ker rabite veliko proizvodov prodati, da boste nek RVC dobro zaslužili vmes, logično, da morate biti bolj hitri. A ne? Ampak bom samo še en primer dala, ne pa obupati. Ne? En zelo simpatičen primer agresivne prodaje, enkrat sem videla, ker sem 1 leto hodila svoj nov BMW kupovati. Ne? In to pa mi ni, pa to, pa pa drug, pa sem imela ves denar pripravljen na vse, pa me pa en dan pokliče, ta gospod je rekel takole, zdaj vam pa povem, zdaj pa prišel najcenejši, kar ga lahko dobite, ampak moramo pa hitro prodajo, morate pa zelo agresiven nakup narediti. Meni je bil toliko všeč, da sem takoj kupila tisto avto. To je prodajalec, prav, ne? Dejansko, da se me je upal poklicati, ne glede na to, da sem bila 10-krat tam, upal, to je prva stvar. Drugič, da se mu je dal me poklicati, da se me je spomnil. Razumete, to so vse odlike izvrstnega prodajalca, ne? Da se me je spomnil in da je bil toliko freh, da mi je rekel, ja, zdaj le moram pa tole agresivno, a veste, gospa. Ampak videl sem se že to pogovarjala, to je vse tak konglomerat teh čustev, ki so bila potem zajeta seveda v moj nakup mojega avta, ampak hočem vam reči, nič se bata, ne, boste videli vse. Ja, to je to posebno, ne, pač v bistvu je zelo, pač se fokusiraš čisto na drugega in tukaj moraš 100% se fokusirati. Pa ne smejo vam jeti ljudje na živce, še to, no, to je zelo pomembno, ne, ne grejo ljudje na živce. Poslušajte jih. Ja, poslušajte jih, ne jih čisto do konca slišati, v smislu tega, da niste rdeč kavča, ne? Ampak dejte jih probati razumeti, no, tako. Ne vam ne grejo ljudje na živce, ne vam stranke ne grejo na živce, tudi če vam bo nekdo rekel ne. Dejte mu priložnost, da bo čez 2 meseca rekel ja. A prav? To si do konca ne smeš zapriti vrat, ne? To je ful pomembno. Mislim, ker tudi pač razumeti, da to nima veze s tabo, ne? Se če boš bolj, ko boš tečen, bolj še do konca vrata, bolj bo imel veze s tabo. Dejansko, ne, ker od tebe ne bodo to kupiti. Mislim, ker tudi, a veš, ti za rapor, zaupanje, vse to, kar govorijo pravzaprav, ne. To vse je povezano s tem, koliko se ti dejansko poglobiš v človeka, pa vprašaš, pa te zanima, pa si pripravljen poslušati, pa res greš v bistvu v globine, ne. To, kar razlagaš, je že kar prej nismo razložili, služba enemu pomeni to, enemu pa to, ne. To isto lahko, ne vem, kakšni, mislim, jaz si čisto predstavljam, prodajalec uleti, ne vem, vpraša 2-3 vprašanji, že oni rečejo, že na pol odgovorijo, ne, pa že reče, ne rabite govoriti, točno razumem, zakaj gre, vam bom jaz se pravi. Pa hudiča, pusti ga, da pove do konca, ne, se pravi, mogoče bo zvedel kakšne pomembne informacije tam noter, ne, in bolj kaj, oni tam takole 1 uro sedijo, gledajo, fajn, full over, sam hvalijo, skozi sam hvalijo. Na koncu pa slišiš ne. In ni čuden, da se take vrste prodajalec sprašuje, ali je nekaj z mano narobe? A veš, zato ker, ja, je nekaj s tabo narobe. Taki prodajalci večinoma rečejo, da je publika blesava. Čisto možno, da res ni prava publika. Ne, je prava publika, sam prodajalec ni bil pravi. Ja, da bi vedel, a ne, v bistvu, ali ni. Se pravi, nisi se v bistvu... Ni znal zlesti pod kožo, dajmo temu tako reči. In zato, recimo, ko enkrat začneš res analizirati oziroma se poglabljati z takim iskrenim zanimanjem. Jaz mislim, da mora zanimanje za ljudi biti tako iskreno, a veš, da te res v bistvu zanima neka oseba, ne. Ne do rdečega kavča, nekaj si pol dobro rekla.
Ampak to, kar je dosta, ne, da vem, a ti recimo lahko, kako pomagam s tem produktom ali ne. Pa ti bo to nekaj doprineslo eno vrednost tvoje življenje ali ne. Ja, ful fajn, res ful dobre nasvete. Rdeč kavč, pa tole, mislim, ja, kaj se mi zdi to eno novo dvopomenke. Jaz sem ful rada te dvopomenke, da se ti ljubi, ja. To je pa zdaj v prodaji, to je za to. A veš, prodaja mora biti, da se ti ljubi, lej. To je to, ne. To so prav nekaj ugotovile zdaj tukaj. Je res. Ja, saj res, čisto direktno to, da se prodaja, to pomeni, da se ti ljubi. To je naslov moje nove knjige v prodaji. Samo toliko, da veste. Barbara, hvala za copyright. Veseljem. Prodaja, uspešnost prodaje, da se ti ljubi. Tako da cool, dobro. Ok, dej povej. Vse je odnos v življenju, ne? Vse je odnos v življenju. Kakšen imaš pač odnos, ne? Publika, draga moja publika, imate še kakšno vprašanje za našo Barbaro? Me zanima, par smo jih že odprli, tako da me zdaj zanima, če hočete odpreti tudi vi mikrofon, pa kaj vprašati, potem naredite to zdaj. Monika je samo vprašala follow-up in pa dogovor, kdaj se bomo zmenili za naslednji. Zdaj tukaj neke statistike govorijo o tem, da 3 dni more po 3 dneh, ne? Zdaj danes v času te neizmerne online komunikacije je lahko, in to bom vedno povedala, vaše sporočilo, e-mail, preko LinkedIna, preko kakršnihkoli socialnih omrežij, samo najava vašega klica. Če želite res prodati, pa če se vam ljubi, a ne, res delati. Tako da tukaj je to res samo najava vašega klica in v roku 3 dni, ja, dejte poklicati, dejte reči, ne, jaz pa ste dobili moj mail, ste mogoče kaj pogledali, je pravilen čas za tole, da vas zdajle pokličem. Enostavno, ker direktno. Pa boste pa že itak videli, kaj vam bojo ljudje odgovorili. Pa če ne bo šlo tisti trenutek, se rečete, se opravičujem, se lahko zmenimo za kakšen drug termin. In večkrat, ko vas bojo ljudje dali na stran, boste videli, da jim bo tudi malo naroden ratal in potem jih pa zelo lahko dobite. No, mogoče bi vam dala samo še en kratek nasvet, ker se moj tim zelo smeji, kadar jaz to povem. Dejansko vi se zmenite za nek primer, bom dala Meta, organizira tale sestanka. Ne? Zdaj to nekateri so se prijavili, pa niso prišli. Ne? Kaj zdaj razmišljate o teh ljudeh? Mater so smotani, mater je brez veze, to pa res, pa kva jim je bilo, se so rekli, da bojo prišli, pa jih ni. Ne? No, to seveda Meta ne razmišlja. Ne? Ampak večina ljudi bi pa tako razmišljala, če se nekaj zmenimo, pa dejansko pa niso prišli, pa se niso pokazali. Ne? No, mi pa ne bi razmišljali drugače, to je v tem smislu, pač mogoče so bili zadržani v službi, mogoče so nekje v gužvi, mogoče jim je glih internet crknil, ne vem, karkoli, ali jih pa glava boli, bog ne daj. In priporočilo je, da potem samo naslednji dan pokličete in rečete, kako je bilo, veš, da smo se imeli fajn, da ti lahko pošljem posnetek, bom vesela, če imaš še kakšno vprašanje zame, če se kaj še sliša pol po posnetku, a ne, upam pa, da si v redu, začne se pa z vprašanjem, a si ti v redu? To je prvo vprašanje. In oseba bo rekla, ja, zakaj? Včeraj smo imeli, ne, se veš, tisto urco gor, ne, smo bili, pa a rabiš kilo limon, ali si nogo zlomil, a res nisi? Ne, vse je v redu z mano, no, pa okej, pa posluši, ne. Tako da začnete s tem, a si nogo zlomil, ne, on rekel, ne, okej, če si v redu, pa posluši. Tako da, na tak hecen način, prijazen način, a ne, potem lahko vzpostavite to nadaljno komunikacijo s človekom, ki bi mogoče za nekaterega bil smotan, da rečemo, nežno rečemo. To je tisto, ne ti, vem, da ne, ampak splošno pa ljudje, ne, si velikrat razmišljajo, ne, zdaj sem pa jaz se pojavil online, zdaj morajo prosto dol pasta, ne. Pač ne bojo, ne. Tisti, ki imajo, mislim, jaz vidim tako, no, ljudje, ki v bistvu veliko kritizirajo na zunaj, retorika, ne, imajo veliko samokritika od znotraj. To dvoje je vedno zelo podoben svet. In tlele v knjigi to zelo lepo pišem, v bistvu zelo pomembne stvari, kako v našem svetu priti do brezpogojne ljubezni, ker brezpogojna pomeni, da je brez pogojev, in če hočeš res v bistvu imeti rad ljudi, moraš tudi njim dajati to, da so brez pogojev. To pomeni v bistvu, glej, če imaš čas priti, drugače, če nimaš časa, priti naslednjič, poglej si posnetek, ostani v skupini, veš, se pravi, kaj pa je bilo, ne, to, kar si rekla, ful si lepo povedala, a si v redu.
To mi je zelo pomembno, ker takoj pomisliti na to, da nekdo, to je projemanje. To pomeni, nisi mi dal, kar jaz rabim publiko, recimo zdaj le danes tukaj, ne. Ampak ni to namen. Namen je, da oni dobijo nekaj in kot vidim tudi tukaj malo v chatih, da je ta pogovor danes bil vrhunski, ker je napisala tudi Ajda, tako da sem zelo vesela, no, tako bi se v privat sporočilo. Zakaj si to pohvalil, Ajda, v privat sporočilo dala? Mogla bi še Barbari povedati, veš. Hej, Mita, hvala za fantastičen pogovor, ampak jaz sem sredi, a smo se glih kar pogovarjali, ne? A veš, sredi dela, tako da ja, v redu je. Barbara, daj povej mi, 3 ključni take-away za današnje srečanje. Evo, 3 stvari, ki bi ti svetovala ljudem, ki poslušajo danes, da bodo res bolj uspešni in učinkoviti pri prodaji. Jaz osebno izhajam iz resnice. To je iz tiste brutalne poštenosti, ki se pa začne pri vsakem posamezniku. To pomeni, že nekaj sem omenila okoli tega, pokrite se s kavtrom ali pa pejte pred ogledalo se pogovarjati z vsemi svojimi 3 jazi, ne? Reči, kaj res hočem. Ne? In pol se odločite, kaj hočete in dejansko pol pa najte ta svoj klic, pa pejte v akcijo. Tako da pomenite se sami s sabo, najdite, kar vas res v življenju veseli. Pa magar ni važno, ali je to kuhanje, ali da ste električar, ali da ste vodovodar, ne, ali pa da ste ne vem kakšen govornik, ampak dajte pogledati, kaj rabite za to, da to postanete. Ne. In pol pejte v akcijo, naredite si en dober poslovni plan, pa to naredite. Lejte, toliko je strahu na tem božjem svetu, da ga vi res ne rabite. Vidite, kak sosedo, to je pa naša najboljša vrlina, ne sosedu krava crkne. Dajte ta svoj strah k sosedu, pa bo vse v redu, boste videli. Pa bo veliko lažje vam živeti, pa vsem okoli vas. Ker potem boste lahko veliko lepih stvari delali za sebe in za vse okoli vas. Barbara, jaz ti povem tako, ne. Zdaj, naslednje leto se lahko pripraviš, da bo spet gostja, ampak bo govorila strah in retorika. Ampak boš imela do takrat nalogo, da mi poveš, kako hudiča je, kaj vse v notranjem, se pravi pod, veš, gladino ledene gore v človeku, ki strahu nima. In mi prav to raziskala malo, me prav zanima, ne, ker zdaj jaz nisem na tej... moram ti nekaj povedati. Strah je moj najboljši prijatelj, veš, tako, v bistvu sem nekako reframala se reče, preokvirila sem ta strah, to v knjigi tudi piše, verjemi svoj glas, in sicer to, da veš, strah je res ena čista ljubezen do mene. Skratka, ker me ima toliko me ima rad, da mi hoče skozi ovati imeti, a veš, skozi ovati, ne, skozi zaprt ga not v celico dobesedno, se pravi, čisto grajo okoli mene, veš, in to je prehudo, ne, ker to ni v redu, to me v bistvu duši, ne, ampak on ne ve tega, moj strah, še on me ima samo toliko ful rad, ne. To je ena zgodbica v bistvu tukaj v knjigi in zdaj sem mu dala, da se primeta za roke in s pogumom, ne, pa da mogoče malo se pomagata, tako da ful fajn. Evo, jaz bi zdaj v bistvu za zaključek še prebrala. Jaz bi samo o strahu še nekaj povedala, kje se ga najlažje naučimo, ne? Pri otrocih. In pa tudi prodaje se najlažje naučimo pri otrocih. Recimo, jaz sem 17-letnika, ne? In sem se šla z eno mamo, ki ima malo starejše, pogovarjati, kaj mu lahko pustim, pa kaj ne, koga jaz lahko spustim iz rok. In je rekla, Barbara, prosim te, spust ga. Ne, in jaz sem imela strah, da bo njemu nekaj se zgodilo. Jaz imam ta strah, ne on. Ne? Ampak če ga jaz ne spustim, če mu jaz ne zaupam, pa se ne bo mogel razvijati, ne? V svojo pravilno pozitivno smer. Ne? Tako da ta strah je na toliko velikih področjih, ne? Da sam fajn ga je prepoznati, pa ga potem res spustiti. No? In se pa da ful delati na temu. Imaš tudi strah, ne, se pravi, tudi nekaj. Ja, prepoznati ga. Greva zdaj lepo nekaj naredila dobrega. No, pejva. Ja. Ok, no, da zdaj jaz tole vam preberem, evo. Se pravi, človek ima težavo, ki mu jo lahko pomagate rešiti. Daj človek, no, to ste zdaj vi, a veš, to ste vi. Daj človek, ne obotavljaj se, ne čakaj na filmsko produkcijo, ne pili teksta do popolnosti. Dovolj zlikano obleko imaš, ni treba še frizerji prej, v redu je šminka, za božjo voljo boli ga, človek se zvija od bolečin, njegova duša trpi huronske muke, utaplja se v svoji nevednosti, tam tava po širnem svetu in išče odgovore, produkte, storitve na svoje vprašanja. Daj mu že nekaj, podej mu roko, prodaj mu že tisto, kar veš, da rešuje njegov problem.
Evo, tako gre ta zgodba in naj se ti ljubi, dragi moji in drage moje, to je pa zelo pomemben. Evo, če smo danes kaj ugotovili, je to, da mora biti fokus definitivno na stranki, torej na tistemu drugemu. Prestavite ga stran od svojega strahu, ker tudi, če imate pri sebi strah ali pa nimate pri sebi strahu, zagotovo mi lahko verjamete, da ko boste fokus enkrat premaknili na druga človeka, pa z odgovornostjo res nekaj želeli dati, takrat vam bo tudi strah šel. Ker v bistvu ljudje veliko lažje rešujemo druge, kot pa same sebe, nažalost. Tako da, evo, le to. Tako da, kaj ne rečem, čakaj, kje imam še nekaj napisan za zaključek, sem da najdem jaz tole. Tale citat, ja, to sem še imela, se pravi, zapomnite si nekaj, ne, noben ne rabi, da se mu prodaja, vsi pa zelo radi kupujemo. Tako da se na to nataknite, da boste dovolili, da ljudje kupujejo in v bistvu vse, kar morate za to narediti, se pa včasih tudi malo utihnete. Tako da bomo mi tudi zdaj utihnili. Ful, hvala, da ste bili z nami. Evo, še en krasen dogodek, Barbara. Res, ful lepa hvala, da si vzela čas, da si šla z mano 3-krat čez tale scenarij, da si res bila toliko navdušena na tem, kaj boš danes dala. In da... Velikim veseljem. Ja, res, ful hvala. Tako da, hvala tudi vsem. Jaz bi se zahvalila vsej publiki, super ste. In pejte naprej z Mito, ker je enkratna. Hvala ti. No, veš, kompliment, srček. Hvala, srečno. Ciao, dio.